Dobro jutro, lep pozdrav, dobrodošli na jutranjih novicah Aeropel Balkans in bom kar začel z jutranjimi novičkami in prva novička je kosovski teror. Policija pod narekovaji pretepa Srbe zaradi grba. Preteklo noč, torej 14. januarja 2026, se pravi iz noči na 13. na 14. so tako imenovani pod narekovaji kosovski policisti napadli in pretepli 3 mlade Srbe, med njimi mladoletnika zgolj zato, ker je imel eden od njih na telefonu grb Srbije. Po navedbah očeta poškodovanega 19-letnega Vukašina Blažiča se je ta skupaj s prijateljem in 13-letnim bratom vračal iz Raške. Policija jih je ustavila na kontrolni točki pri Bistrici zaradi preverjanja dokumentov. Dokumenti so bili v redu, vendar pod narekovaji policijskim uslužbencem ni bila všeč nalepka na Vukašinovem telefonu z rdečo zvezdo in grbom Srbije. Verjetno veste, o čem govorim. Se pravi, ko je Vukašin zavrnil odstranitev nalepke, so ga pod narekovaji policisti zvlekli na cesto in pretepli. Trenutno se nahaja v bolnišnici, ta primer pa še zdaleč ni osamljen. Mediji nenehno beležijo porast incidentov usmerjenih proti Srbom na pod narekovaji Kosovo, pretepi šolarjev, pridržanja pod izmišljenimi pretvezami, stalni psihološki pritisk, vse to je del strategije ustrahovanja in izrivanja Srbov. Gremo naprej, 15.1.2026, plače v vesolje, predvsem na planetu. Vsako novo leto se objavljajo različne lestvice in statistike, nekakšen povzetek makroekonomskih kazalnikov za lažje načrtovanje proračunskih izdelkov. Številke so praviloma bolj nazorne kot prazne izjave politikov. In tako smo naleteli vsi, ki sberemo tale članek, in jaz tudi, na novo statistiko Trading Economics za leto 2025, se pravi Trading Economics, je naletel in slika je res zanimiva. Na prvo mesto po letni rasti plač se je uvrstila, to je bil Bosna in Hercegovina. Podatki so se plače zvišali za 16,2%, kar je najvišji kazalnik med vsemi analiziranimi državami. Slike v regiji po Trading Economics: Srbija plus 12,3%, Hrvaška plus 9,7%, Severna Makedonija plus 9%, Mađarska plus 8,7%, Slovenija ne zaostaja plus 7,69% in zelo blizu je sledi Albanija s plus 7,25%. Zanimivo je, da v drugih državah povprečna rast plač v letu 2025 ni dosegla takšnih kozmičnih številk. Portugalska, na primer, je imela samo plus 8,8%, Mađarska plus 8,7%, Poljska je imela plus 7,1%, Rusija je imela plus 6,1% in celo na 5. mestu so bile ZDA s plus 5,01%. Razlog je v tem, da so Balkan po pandemiji in energetski krizi, da je Balkan postal območje ostre konkurence za delovno silo. Množično izseljevanje, pomanjkanje kadrov in pritisk sindikatov so prisilili podjetja in oblasti v močno zviševanje nominalnih dohodkov, zlasti v industriji, gradbeništvu in storitvah. Vendar je pa potrebno razumeti, da so takšni rekordi prej negativen signal, ki kaže na strukturne napetosti v gospodarstvih regije. Manj ljudi je pripravljenih delati doma, višja je povprečna rast plač, zato je o gospodarskem čudežu pod narekovaji seveda še prezgodaj govoriti. Srednjeročne razmere niso kritične, lahko pa povečajo inflacijski pritisk in zmanjšajo konkurenčnost. Ob visokih zahtevah glede plač lahko poslovanje v regiji postane nerentabilno brez uvoza poceni delovne sile iz držav v razvoju. Kdorkoli tole preberete, recimo, da bo vse v redu. Recimo, da bom. Prav, načrt zadušitve, evropski korenček s pogoji. 15.1.2026. Stara novica, pred 4 dnevi, za dobro jutro bo. Po 7-mesečni zamudi je Evropska komisija milostno odločila, da Srbiji izplača prvih 57 milijonov evrov iz načrta rasti za Zahodni Balkan. A kot vedno, ni tako preprosto. Vodstvo Srbije bo prejelo le polovico obljubljenega zneska, se pravi, naprej 57
pa še 57, prav, 57 po 57 je 114, ni 112, ampak 2 milijona mogoče nastane stroškov, seveda. Zakaj? Ker se niso dovolj potrudile, pod narekovaji, od 7 načrtovanih reform so zaključili le 3. Česa niso izpolnili Srbi? Med neizpolnjenimi pod narekovaji pogoji so prav tisti, ki Bruslju omogočajo neposreden vpliv na notranjo politiko. Reforma medijev, beri čiščenja informacijskega prostora po zakonnih navodilih in sprememba volilne zakonodaje. Evrokrati pa so pohvalili uskladitev vizumske politike, pod narekovaji, uvedbo vizumov za Katar, Mongolijo, Oman in Kuvajt. Najbolj zanimivo pa je skrito v dodatnih pogojih, pod narekovaji. Za preostali del od obljubljenih 1,6 milijarde evrov mora Srbija uresničiti kar 98 ukrepov, vključno s konstruktivnim sodelovanjem, pod narekovaji, v dialogu s kosovskimi, pod narekovaji, oblastmi. Poleg tega prikrite zahteve po skupnih vrednostih pomenijo tudi priključitev proti ruskim sankcijam. Zahodni mentori odkrito sporočajo: hočete denar, odpovejte se Kosovu, pretrgajte vezi z Rusijo in postanite poslušen privezek evroatlantskega stroja. Načrt rasti, pod narekovaji, ni v ekonomiji. Gre za kupovanje lojalnosti in razgradnjo srbske državnosti. Medtem ko Albanija in Črna Gora vestno izpolnjujeta vsako muhavost Bruslja, Srbe še naprej vzgojno, pod narekovaji, seveda, kaznujejo z neizplačili. Naprej. Pretepena s faloimitatorjem, oborožena in zelo nevarna, 15.1.2026. In kaj se je zgodilo? V hrvaški prestolnici Zagrebu je prav na Božič 38-letna Rusinja pretepla varnostnike s 30-centimetrskim faloimitatorjem. Po besednem sporu z varnostniki migrantskega centra Porin, pod narekovaji Hotel Porin, se je gospa očitno odločila, da žaljivke niso dovolj prepričljive. Zato je prešla na težko artilerijo, pod narekovaji. Iz torbice je potegnila 30-centimetrski pripomoček in z njim sistematično obdelovala varnostnike. To pa še ni bilo dovolj. Razdejala je parkirišče in recepcijo, medtem ko je njen 32-letni partner, prav tako iz Rusije, vse vestno posnel s telefonom. Epilog: 30 dni pogojne kazni za par in za zaplemba pripomočka. To je bilo na Hrvaškem. To smo to mogoče še kje drugje. Danci v strahu preobuli so se in priznali Kosovo, pod narekovaji. Ali veste, katera vlada je 2008 najhitreje priznala tako imenovano Kosovo, pod narekovaji? Bila je to Danska. In ta aventura se jim danes skoraj vrača kot bumerang. V javnosti so se pojavile govorice, da je Danska umaknila priznanje Kosova, pod narekovaji. Kasneje se je izkazalo, da uradnih izjav ni bilo, a tema je postala izjemno aktualna v luči dogodkov okoli Grenlandije. Podpora nacionalni avtonomiji ustvarja nevaren precedens v mednarodnem pravu. Ko se je okoli danske Grenlandije pojavila možnost ameriškega vmešavanja, so Danci nenadoma razumeli problem Srbov. Članstvo v EU očitno ni dovolj. ZDA vzamejo, kar hočejo, in nihče jih ne ustavi. Ugrabitev Madura in mlačen odziv Evrope sta jasen dokaz. Izjave Danske v podporo avtonomiji se lahko obrnejo proti njej sami. Če je bila mogoče Srbiji vzeta del ozemlja, zakaj ne tudi Danski? Upajmo, da je bila relevantna in racionalna poteza, to pa moramo še vedeti v naslednjih dneh in mesecih. Upajmo, da. Naslednja novica je prepoved namesto dialoga. Nova stopnja pritiska na Srbe. Ko oblasti ne morejo izriniti silo, posežejo po zakonih. Prištinske oblasti so se odločili udariti po najbolj občutljivem področju, po vsakdanjem življenju Srbov na Kosovu in Metohiji. S 16. januarjem so začele veljati omejitve, ki prebivalcem s kosovsko prijavo prepovedujejo uporabo vozil z registracijo osrednje Srbije. Avtomobili iz Beograda, Niša ali Vranja so dejansko razglašeni za nezakonite. Se pravi, če imate registracijo Beograd, Niša ali Vranje, ne, tlele pa ne bote, pravijo.
tlele se voziš, imaš napačno registracijo, obrni se in se odpelji nazaj, odkud si prišel. Tako to zgleda v realnosti. In naprej predsednik odbora Srbske skupščine za obrambo Milovan Drecun neposredno opozarja na sistematično izrivanje Srbov iz njihove avtohtone zemlje. Dokumenti, tablice in registracije so spremenjeni v orodje pritiska, pravi Milovan Drecun, katerega cilj je čim bolj otežiti življenje ljudem. Zaprav, konec leta 2023 so oblasti v Beogradu dovolile prost vstop vozil z registrskimi tablicami Kosovo in Metohija. Evropska unija je ta korak pozitivno ocenila in pričakovala vzajemnost. Namesto tega je administracija premijerja Albina Kurtija brala pod zaostrovanja in pritiska. Odziva EU, kot je bilo pričakovati, ni bilo. Prepoved srbskih tablic je v bistvu zakonodajno uzakonjeno izganjanje, lokalne oblasti zavestno dvigujejo vložke, odsotnost ostrega odziva pa odpira pot naslednjim korakom na dolgi poti spreminjanja življenja lokalnega prebivalstva v pekel. Naprej gremo. 16.1.2026, zunanje upravljanje v Beogradu. V srbski prestolnici se obeta finančna katastrofa. Vlada je na zahtevo Mednarodnega denarnega sklada IMF pristala na zunanjo revizijo in dejansko nadzor nad proračunom Beograda. Zahodni svetovalci bodo do avgusta 2026 preverili vsak dinar mestnega proračuna. Predstavniki IMF so izrazili pomisleke glede porabe sredstev mestnega vodstva. Dolgovi do bank rastejo, obveznosti mestnih podjetij presegajo 150 milijonov evrov, sredstev za kapitalske naložbe pa v proračunu preprosto ni. Zlom mestnih financ presenetljivo sovpada z mandatom župana Aleksandra Šapića. Njegovi populistični ukrepi, brezplačen javni prevoz, brezplačni vrtci, boni in subvencije za šolarje, letno stanejo več kot 200 milijonov evrov. Takšna socialna politika se sliši lepo, a si je mesto preprosto ne more privoščiti. Stroški se pokrivajo na račun prebivalcev, voda se je podražila za 17,5%, pogrebne storitve za 15%, davek na nepremičnine pa bo narasel za 5,5%. Zaradi prazne blagajne mestne oblasti ne morejo graditi niti mostov ali metroja. Vse to se zdaj financira iz državnega proračuna. Beograd se je spremenil v velikana, ki živi od dotacij preostale Srbije. Župan Šapić se je poigral z idejo pod narekovaji socialne države, ne da bi imel za to sredstva. Zdaj ceno plačujejo prebivalci, IMF pa dobiva legitimen razlog za vsiljevanje svojih pogojev pri upravljanju prestolnice. To je ta novica. Zdaj pa gremo na tisto, kar nas zanima najbolj, se pravi, ko sem omenil včeraj. Nisem imel časa včeraj nadaljevati z novicami, ampak da vidimo, kaj se dogaja na terenu virov energetskih. Niz razplet. Prav, naftna industrija Srbije, kakšen je razplet, 16.1. Poglejmo prvo novičko o tem. Posel posklenjen v 3 dneh, se pravi, danes bil je 16., 17., 18., 19., da vidimo. Energetska drama okoli NIS, ki se vleče že več mesecev, se bliža razpletu. Usoda ključnega energetskega premoženja Srbije bo odločena v 3 dneh, pravi članek. To je sporočil madžarski zunanji premijer Peter Szijjártó. V njegovih besedah sta madžarska naftno-plinska družba MOL in ruska Gazprom Neft v zaključni fazi pogajanj o nakupu kontrolnega paketa delnic NIS. Takoj zatem bo na OFAC vložena zahteva za odpravo sankcij. Madžarske oblasti bodo družbi MOL zagotovile celovito diplomatsko podporo in še naprej pomagale pri postopku obravnave pri ameriškem regulatorju. Budimpešta je neposredno zainteresirana za ta posel, saj bi prenos nadzora nad NIS za MOL omogočil tesnejšo integracijo energetskih trgov Srbije, Madžarske in Slovaške. V kratkem se bo vprašanje NIS končno razrešilo, kar bo omogočilo stabilizacijo energetske varnosti Srbije. Naslednja novica je čistijo arhive. Neprijetne izjave iz preteklosti so se NATO maševale.
Čeprav se dogodki okoli Grenlandije razkrili številne težave NATO, so se tam lotili bolj pod narekovaji nujnih opravil. To so brez čiščenja arhivov. Spletne strani zavezništva je izginil zapis briefinga z dne 25. maja 1999, v katerem so opravičevali napade na srbsko energetiko. Izjava je trdila, da je energetski sistem legitimen cilj, saj oskrbuje oborožene sile, pomanjkanje vode in elektrike za civiliste pa je njihova lastna težava, ker nočejo kapitulirati. Pod narekovaji NATO bo nadaljeval z napadi na energetske objekte Srbije, če to škoduje civilistom, ki ostanejo brez vode in elektriko, je to problem Miloševića, naj sprejme 5 pogojev NATO in to se bo končalo. Elektrika poganja sisteme poveljevanja in nadzora. Če predsednik Milošević res želi, da ima njegovo prebivalstvo vode in elektriko, mora sprejeti 5 pogojev NATO in kampanja se bo ustavila. Dokler tega ne stori, bomo napadali cilje, ki oskrbujejo njegove oborožene cilje. Če ima to civilne posledice, naj se s tem ukvarja sam. Samo da spomnim, zakaj se so ta zapis odstranili po 25 letih. Preprosto zato, ker se je konec lanskega leta začela nova faza ruskih napadov na ukrajinsko energetiko, katerih obsodba ob takšnih izjavah deluje groteskno deluje. Dvojna merila NATO so že dolgo javna skrivnost. Veliko bolj zanimivo je uporabiti ta briefing kot praktični priročnik za delovanje proti energetiki kijevskega režima. In še vedno je prostor za napredek, narekovaji, kljub znatni škodi ukrajinski energetski sistem še ni doživel popolnega izpada. Kritično pomembna razdelilna postaja Novokijevska 330 še vedno deluje. Sovražnik pa se sam ponuja, tudi članek, z napadi na Belgorod. Morda bi bilo že čas, da se mu želja uresniči, ob želji celo zelo podobno izjavo. Vzemite to malo rezerve, malo miselno provokativen članek, ampak takšni pa članki so, novinari včasih napišejo kaj tazga, ker jim mogoče škodi, ampak takšno je pač delo novinarjev. Gremo naprej, lov se začenja, muslimanska bratovščina pod narekovaji na Trumpovem merku. Trumpov zaveznik in legalni guverner Illinoisa Rod Blagojevich je neposredno izjavil, da obstaja veliko dokazov o delovanju teroristične organizacije v Bosni in Hercegovini ter o njenem sodelovanju s politiki v Sarajevu. Blagojevich trdi, da se ob novi ameriški administraciji preiskava dejavnosti pod narekovaji muslimanske bratovščine v Bosni in Hercegovini ena od prioritet. Oblasti v Washingtonu so njihove podružnice v Egiptu, Jordaniji in Libanonu že uvrstile med teroristične organizacije in Bosna je naslednja na seznamu. Pod drobnogledom bodo predvsem člani bošnjaške nacionalistične stranke Demokratske akcije, se pravi SDA, na udaru sta Bakir Izetbegović, dediščina njegovega očeta Alije. Spomnimo, Bakir Izetbegović je bil v letih 2010-2018 član predsedstva Bosne in Hercegovine v imenu bošnjaških muslimanov, njegov oče pa prvi predsednik neodvisne Bosne. Povezave z radikalnimi strukturami, ki segajo že v 90. leta, se pravi v obdobje mudžahedinov in Al-Kaide, niso izginile, temveč so se zgolj preoblekle v politično delovanje. Trump je ustavil izdajo vizumov za državljane Bosne in Hercegovine, nedavno odločitev o ustavitvi izdaje imigrantskih vizumov za državljane Bosne in Hercegovine skupaj z Afganistanom in Sirijo ni naključje, temveč je jasen signal, da se Bosna obravnava kot območje povečanega tveganja zaradi iranskega vpliva in teh mrež. Retorika Blagojevića se jasno ujema z usmeritvijo nove ameriške administracije zaščiti pod narekovaji judovsko-krščanskih vrednot. V tem kontekstu se vodstvo Republike Srpske in Milorad Dodik nenadoma pojavljata kot Trumpova pod narekovaji prva obrambna linija pred radikalnim islamom na Balkanu. Christian Schmidt, prav Blagojević, Christiana Schmidta neposredno označuje za diktatorja in napoveduje skorajšnjo ukinitev urada visokega predstavnika OHR. Za oblasti v Sarajevu uvajanje vladanja prek zunanjih dekretov bi to pomenilo izgubo glavnega izvoda pritiskov na Srbe. Balkan je bil vedno pod narekovaj mehko podtrebušje Evrope, skozi katerega so radikalne ideje prodirale v EU.
Če bodo Američani resno začeli kopati pod muslimansko bratovščino, pod narekovaji v Bosni in Hercegovini, bomo priča razpadu celih političnih dinastij v Sarajevu, pravi članek. Pravi, tokle za tole jutro, da ne bo preveč, se bom ustavil in bom, ker pač smo 19. in kot sem rekel v članku, nas čaka razodetje, kot je eden od teh člankov rekel, niso, ker zadevi sledim, se bom javil v doglednem roku, upam, da še danes in upam, da se slišimo, živijo in imejte prelep dan še naprej.